Beletrina, v živo. Ko je prišel čas, je napil petelina in dvignil težko mrzlo pištolo s cevjo navzgor. Pozabil si je razpeti površnik, tako da ga je zelo vezalo pri rami in pod pazduho, roka pa se je dvignila tako nerodno, kot da bi bil rokav sešit iz pločevine. Spomnil se je svojega včerajšnjega sovraštva do temnega čela in skravžanih las ter pomislil, da celo včeraj v trenutkih hudega sovraštva in besa ne bi mogel streljati v človeka. V strahu, da bi lahko krogla po nesreči zadela von Korna, je dvigal pištolo vse više in više ter čutil, da je ta preveč demonstrativna velikodušnost nerahločutna in nevelikodušna, ampak drugače ni znal in ni mogel. Medtem ko je gledal bledi obraz von Korna, ki se je porogljivo smehljal in bil očitno že od samega začetka prepričan, da bo njegov nasprotnik streljal v zrak, je Lajevski premišljal, da se bo zdaj, hvala Bogu, vse končalo in da mora samo močneje pritisniti na petelina. Pozdravljeni, oglašamo se vam iz studia Beletrina, kjer ste pravkar slišali interpretacijo dr. Miha Javornika, ki je bral iz znamenite novele Dvoboj Antona Pavloviča Čehova, o katerem bo danes govor. Najlepša hvala za to interpretacijo. Naj povem še, čeprav knjige nimamo fizično še tukaj, bo tudi v e-obliki na voljo in tako si jo danes tudi predstavljate. Vonj po njej pa je že, kot tudi vonj po resnici, kakor govori vaša spremna beseda. Morda povem samo to, da je prevedel vse 3 novele zbrane imeniten prevajalec in sovretov nagrajenec Borut Kraševec. Zdaj pa se spodobi, da na kratko predstavim še našega današnjega oziroma nocojšnjega gosta, to bomo še videli. Dr. Miha Javornik je redni profesor za novejšo rusko literaturo in predstojnik katedre za rusko literaturo Filozofske fakultete v Ljubljani. Med drugim pa tudi avtor samostojnih monografij in številnih razprav o ruski literaturi in kulturi, ki je leta 1995 za svojo doktorsko disertacijo Mitologizacija v ruskem pripovedništvu 20. stoletja prejel zlati znak ZRC SAZU. In zdaj se pa midva iz 20. stoletja seliva v 19. stoletje, natančneje v 90. leta 19. stoletja, kjer so nastale 3 novele. To so Dvoboj, ki smo ga že slišali, 3 leta in pa Pripoved neznanega človeka. Pa mogoče, če začneva s tem, začela sva torej z Dvobojem, vendar Čehov ni ravno avtor, pri katerem bi šlo za nek klasičen dvoboj med dobrim in zlim, kot smo tega vajeni pri nekaterih drugih piscih ruske klasike. Prav tako ni, kot ste nekje zapisali, nosilec visokih estetskih in moralnih vrednot, prerok ali učitelj. Skratka, pri njem se vse to spaja v nerazdružljivo življenjsko celoto. Kakšen pisec je torej Čehov? In če ga malo umestiva čas in prostor. Čehov je v tem smislu zelo specifičen pisec glede na rusko tradicijo. Ker ruska tradicija pravzaprav izhaja iz koncepta, če temu rečem tako. Na eni strani seveda zlo, na drugi strani dobro in dobro je seveda vedno potrebno izvleči ven in skratka poraziti zlo. To imamo veliko takih avtorjev, od, če hočete, Dostojevskega, Tolstoja, da samo največje omenjam, ne. Medtem ko Čehov pa seveda na povsem drugačen način pristopa k gradivu, tako kot tudi ima drugačen pristop do življenja. Zdaj tisto, na kar se on pripenja, bi jaz pravzaprav rekel, da je to po vsej verjetnosti Gogol, ne. Gogol in to v njegovih bolj kot ne dramskih gogoljevskih delih, recimo Revizorju, ko na anekdotičen način seveda vpelje neko novo sceno. Namesto sem rekel sceno, zato ker so scene karakteristika ravno Čehova. Torej, mala forma.
Njega ne zanimajo te koncepti, njega zanimajo v bistvu življenje ali pa ljudje kot taki. Kako pravzaprav bivajo med sabo in kako se potem to preliva, seveda z določenimi strategijami, o katerih bova pač mogoče še kaj rekla, v samo literaturo potem njegovo. Ne? Zdaj ne vem, kako pa je skozi obdobja vendarle se spreminjal njegov literarni izraz, pač recimo umestiva te 3 novele, katero obdobje njegovega pisanja, ustvarjalnosti sodijo, kaj je prav za to obdobje značilno? Ja, to so, kot ste sami že rekli, na začetku 90. leta. Ne? Vse so nastale v začetku tam nekje 90. let. In zelo pomembno je tukaj omeniti, da se je on tedaj vrnil iz otoka Sahalin, kajti na otoku Sahalin je bilo v bistvu kazensko taborišče in on, Čehov, je popisoval življenje v tem taborišču. To pomeni čisto jasno, če je to v tem času nastajalo ali pa je že nastalo, je seveda se to odrazilo tudi v njegovih novelah. Zdaj, novele, take kot so te 3, z izjemo v bistvu ene, torej 3 leta, ki slonijo k romanu, so pravzaprav vezava na že obstoječe novele, ki jih imamo v slovenskem prevodu, torej so že prevedene in bi jih lahko v bistvu označili kot neke vrste Lejkinska scenka. Lejkin je bil nek avtor v 19. stoletju, v času pravzaprav tudi, ko je pisal Gogol, ko je pisal izrazito anekdote, bolj rečeno, anekdotične spise, in Čehov ga je poznal. In ko ga Čehov seveda bere, se mu zdi to ena zelo dobro izhodišče za prikazovanje sveta, takega kot v resnici je, takega kot ga on v resnici vidi. Od tod imamo mi vedno, za moje pojme, pri Čehovu govora o drobcih. Saj tudi tu je mimogrede pisal v reviji o drobci, Askolki, neka svoja opažanja, govorimo o Čehovu. Drobci so pravzaprav tisto, kar je bistveno za Čehova vobče, za njegovo, seveda, novelistiko. Ne govorim tu toliko o dramatiki, govorimo za novelistiko. To pomeni, da večina se mi zdi, tako kot sem bral, da se tukaj pripenja v teh 3 novelah, kot rečeno, na otok Sahalin. Da je tu osnova pravzaprav tega vsega. Kakšne so pa osnovne karakteristike protagonistov teh novel? So si med seboj podobni? Kaj jih žene? S kakšnimi težavami se soočajo? Protagonisti so zanimivo moški. Kot da je moški pravzaprav tisti, ki je v ruski literaturi postavljen v središče. Mimogrede rečeno, ugotovimo postopoma, da pravzaprav ni moški, ampak se kot glavna junakinja zelo pogosto znajdeva in znajde v bistvu ženska kot glavni lik. Začenši že, če hočemo, od Evgenija Onegina, ker je Tamara tista, ki je pomembnejša. Tatjana, pardon. Sem takoj zdaj nekaj, sem Tamaro na Lermontova. To je prekletstvo informacij, se temu reče. Tako. Se takoj nekaj začutil, da ni bilo v redu. Tatjana pri Evgeniju Oneginu, ki seveda, mislim, je izrazito odločen lik, medtem ko Evgenij Onegin ni. Torej, tudi tukaj, da človek, protagonist v vseh 3 novelah
ki jih bomo imeli, lahko rečem, torej bomo imeli, ker še niso prišle v Slovenijo, ne, možnost brati, bomo videli, da je pravzaprav to na nek način nekoliko razočaran, opustošen, odvečni, pravzaprav namensko uporabim ta izraz, človek, moški, ki dejansko ne ve, kako v tem času živeti. Vidite, tukaj se mi zdi, je potrebno to omeniti, da se tu nadaljuje pri Čehovu, nadaljevanje pravzaprav tega odvečnega človeka, kot Rusi rečejo, ličnega človeka, od Lermontova, če sem ga že omenil, in Puškina. Ne? Da je to linija, ki jo opažamo seveda tudi potem pri Čehovu v teh 3 novelah. Torej, to je človek, ki v bistvu ni z ničemer zadovoljen, zelo preprosto rečeno. In zdaj ne vem, ali bova še nadaljevala, mislim, z drugim vprašanjem. Morda bi se tukaj navezala na neke zgodovinske realije tedanjega časa in Čehovo izkustvo. Se pravi, za dvoboj gre, najbrž to ni naključje, zato ker so se ravno v tistem času razvnele neke polemike v zvezi s tem, ne? Ali je to sploh še sprejemljivo ali ne. Če mogoče kaj o tem. Čehov se je zelo, bom rekel, odzival na sočasne težnje v družbi, ne? Med njimi tudi na razprave, že kar jeznorite, ponekod, kot sem jaz v bistvu tudi zasledil, ali je prav, seveda, da se še vedno reši spor preko dvoboja. Ne? Ali se pa to seveda preko sodišča. Ne? In tedaj so eni bili za to, da se preko seveda samokresa oziroma pištole, medtem ko so drugi zagovarjali še vedno to tradicijo ali pač obratno. Ne? Bile so kar pomembne klike, ki so zagovarjali tako eno in so zagovarjali tako drugo stran. In to se ravno vidi v noveli Dvoboj, ne? Da tukaj se Čehov ne postavi direktno na stran tistih, ki so proti temu, ampak je pa videti, glede na to, da dvoboja dejansko ni, ne? Da ne pride do dvoboja, da nobenen v bistvu ne ustreli ali pa ustreli v zrak, ne? Je potem na nek način videti, da morebiti je Čehov pristaš tistega, da bi ta običaj streljanja v bistvu ukinili. Ne? Kako pa Čehov pojmuje ruskega človeka, oziroma, če sem malo bolj poetična, rusko dušo? A je tudi tukaj v teh 3 novelah mogoče zaslutiti njegov odnos do tega koncepta? Ali bova s tem preširoka? Ne, nekaj bi tukaj zagotovo lahko rekel, par misli, ne? Da Čehov se upenja, to sem že prej tudi povedal, v to kategorijo odvečnega človeka. Ne? Človek, ki praktično ne ve, kaj naj bi z življenjem, to se kaže tudi recimo v dramskih tekstih, recimo pri Ivanovu, ne? Kaj bi z življenjem, kako bi z življenjem, kaj bi z drugim človekom, kako bi z drugim človekom, tu nadaljuje v bistvu to tradicijo. Kako je bilo vprašanje že? Njegovo pojmovanje ruske duše. To bo nekoliko težje, mislim, ker bi na dolgo in široko lahko govorili, a ne, mislim, o vprašanju sploh te ruske duše. Nima tisto, kar je rečeno, ne, do te mere ambivalentnosti, kot jo ima pri drugih ruskih avtorjih pojem ruske duše. Ker ruska duša je ambivalentna, ne? Mislim, je skratka nek pozitiven, nek negativen predznak in stalno je to v ambivalentnem nasprotju. Ne? Tega v bistvu pri Čehovu
Ni. To je razlika. Ne? Je ta odvečni človek, ni pa seveda tega. Kakšen pa je, če se ponovno navežem na naslov vašega predgovora Vonj po resnici, kakšno pa je Čehovo pojmovanje resnice? Pravi, da smo v iskanju resnice, gremo vedno 2 koraka naprej in enega nazaj. Ne? Ja, to je en od likov, pravi. No, En od likov v tej v noveli, mislim, da 3 leta, a ne? No pa se ni važno, v kateri noveli je. Ja. Ampak en od likov v bistvu to pravi. Jaz mislim, toliko kot tudi v bistvu Čehova poznam, on je vestno beleži življenje okrog sebe in ga ne presoja vnaprej. Torej ne tako kot recimo tipičen je predstavnik tega Tolstoj, ki si da koncept in potem v bistvu naprej si zastavi koncept ali torej si ga zastavi z nekim pozitivnim predznakom oziroma ga potem lahko tudi ovrže. In to je zanj načelno pač opravljena zadeva. Ne? Čehov ni tak. Ne? Čehov pravzaprav jemlje detajle, torej drobnarije iz vsakodnevnega sveta in jih združi, jih med sabo seveda preveže. In nastane tako zanimiva strategija same pripovedi, ki ni vnaprej določena z nekim poglavjem. Ampak se v to poglavje lahko meša ogromno različnih gledišč, ki niso nujno povezana z filružem, torej z motom kot takim. Ne? Ampak to je ravno značilnost v bistvu Čehova, da tega pač nima. Ampak nek moto, ki pa se vendarle pojavlja tako skozi njegovo dramatiko, kot tudi skozi prozo, je pa neko hlepenje po novem življenju. Kaj je za njega sploh to? Kaj je to neka utopična kategorija z ozirom na to, kako pojmuje življenje in tudi smrt, nesmrtnost? Ja, zdaj tule sta 2 stvari, o katerih bi mogoče še rekel. Najprej, kako pojmuje resnico, ker na to nisem posebej tudi odgovoril. Ne? Resnico pojmuje kot zbir, za moje pojme, najrazličnejših pogledov, perspektiv med posameznimi ljudmi. Da se znotraj teh perspektiv potem izkazuje tisto, kar pa je lahko resnično. Torej, on ne postavi, da je to resnica. Torej, z tega vidika je on specifičen avtor. In ni čudno, da je z tega vidika tudi tako aktualen za evropsko, posebej bom rekel zdaj dramatiko. Nazadnje sem se pogovarjal, v Angliji je redno na sporedu Čehov, še vedno. Tudi pri nas, recimo, se pogosto njegove drame, ki so o sorodnem vprašanjih seveda govorijo, ne, se pojavlja to vprašanje kot pomembno vprašanje. Ne. Zdaj, drugo vprašanje je bilo pa... Torej, ta moto, ki se pojavlja v dramatiki in v prozi kot hlepenje po novem življenju pri vseh likih. Kaj sploh je, kakšna kategorija utopična je to zanj, novo življenje? Jaz mislim, da niti ni utopična kategorija, ampak da je kar dejanska. Zaradi tega, ker smo imeli, in vidite, to je odraz dejansko življenja kot takega, ne? Kar nekaj primerov, ko čisto zelo dobro se vidi to, ampak zdaj sem spet pri dramskih tekstih, da se vidi zelo dobro to pri Treh sestrah. Ne? Da ne morejo one zaživeti. Torej, da tudi liki, če se vrne zdaj k novelam, ker novele so konec koncev tiste, o katerih govoriva, ne, so seveda ujeti v nek svoj tako imenovano škatlico. Sej to je termin drugačen, tudi čehovski termin človek futljare, ne, v nekem
Ja, Lupi. lupinarske zgodbe. No, pa recimo, da rečemo temu, da je v škatlici, da ne more pogledati ven iz te škatlice. Ne? In dejansko tudi noben od teh likov, z izjemo morda, mislim, da Lajevskega, ki je vezan v bistvu na darvinizem, Ja. da on se podredi pravzaprav, ne, v dvoboju značilnostim družbenega takratnega družbenega reda. Ne, in se potem takem prilagodi iz odvečnega človeka v zdravo, recimo, družbo ali pa v nekaj, no, kar je načelno družbeno sprejemljivo, tako bi lahko rekel. Ne? Zdaj, mislim, da naj že majčkeno čas preganja, zato bi jaz vas mogoče povprašala, kaj bi pa vodilo k slovenskemu zdravemu bralstvu ali drugače, kaj izmed ruskih klasikov bi še sodilo v zbirko klasična beletrina po vašem mnenju, oziroma tudi kaj bi bilo treba mogoče ponovno prevesti? Ja, zdaj najprej je vprašanje, kaj je zdaj vse klasično. No. ali je to klasično zdaj seveda samo stvar 19. stoletja, ali je klasično tudi nekaj, kar je stvar 20. stoletja. Ne? Jaz bi rekel, da je tudi stvar 20. stoletja že klasično. Ne? Se strinjate. Ker zdaj imamo veliko primerov tule, ne, klasična beletrina, pa so to v bistvu skoraj 19. stoletja ali pa še kasneje, ne, dlje nazaj v času. Jaz mislim, če je v 20. stoletju, bi morali za moje pojme, ker zelo segajo v knjižnicah po knjigi Mojster in Margareta. Aha. To je tudi vaša specialnost. specialnost. Ja. Pa nisem zaradi tega rekel, ampak to je res dobra knjiga. Res je. Tako lahko direktno rečem. Pa ne samo ta knjiga Mojster in Margareta, ki je resnično, Rusi bi rekli, šedever. Torej, umetnina, lahko bi rekli temu res tako, šedever. Je drug roman, ki pa je Bela garda, ki ga pa malo manj v bistvu ljudje poznajo, je pa ekstremno zanimiv. Ne tako kot seveda Mojster in Margareta, je pa en prevod bil narejen, mislim, da v 60. letih v slovenščini, malo Italijanec, mislim, da je, ne bom zdaj naprej govoril. Ne vem, čisto iskreno. Ampak mislim, da bi morali tudi to knjigo na nek način prevesti. Da je ta knjiga nekako ustreza tudi Mojstru in Margareti. Tvori skupen nekje pol. Najprej Bela garda, potem pa Mojster in Margareta. Tako kot imamo pri Bablju recimo Rdeča konjenica in zgodba iz Odese. Tako, točno to. Tako se veže v bistvu tudi pri Bulgakovu. Ker zdaj imamo samo eno, ne, imamo Mojster in Margareta, na drugi strani nimamo pa v bistvu te neke predhodne, te mitološke smeri, ki jo začrta v bistvu Bulgakov že v tem tako imenovanem prvem enciklopedičnem romanu, ne, torej romanu Bela garda. Najlepša hvala za ta zanimiv pogovor. Hvala vam za vaše e-oči. Ne pozabite, da bo knjiga na voljo tudi v e-obliki. Še prej pa bi bilo seveda fino vzeti v roke. Zato jo le vzemite, kupite, vsekakor pa berite. Beletrina v živo.